Minister Mesec je le podaljšana roka predsednika vlade Roberta Goloba pri dopuščanju romskega nasilja in nereševanju romske problematike. Predsednik vlade Robert Golob je namreč Luko Meseca imenoval na mesto koordinatorja romske problematike. Ljudje čutijo, da niso enaki pred zakonom in lahko vam povem, kolegice in kolegi, ljudje so jezni. Volilne baze Levice in pa vas iz Levice se to, kar se dogaja na podeželju, še posebej pa na podeželju jugovzhodne Slovenije, ne dotika. Varno, urejeno, lepo v Ljubljani, v svojih palačah, v oblakih, umaknjeni od realnosti, seveda ne čutite stiske in jeze in travm lokalnega prebivalstva iz jugovzhodne Slovenije. To vodi v neučinkovitost, ki se jo pravzaprav opazi že iz Lune, iz vesolja, na vseh resorjih, ki jih vodi Levica. Pri stanovanjih, spoštovani minister Mesec, ste obljubljali skupaj s kolegi 30.000 stanovanj v 2 mandatih, nato 20.000, nato začetek gradnje 5.000 stanovanj do leta 2026. Trenutno je po podatkih Ministrstva za solidarno prihodnost oziroma novinarjev, ker ministrstvo teh podatkov nima, v začetnem postopku gradnje 545 stanovanj. 545 stanovanj. Ko pa novinarji vprašajo ministrstvo, koliko stanovanj se je v letih, odkar ste vi v vladi, torej v 3 letih in pol, pa ne dobijo odgovora. Ponarodeli stavek, november je, ne da se delati, bi lahko rekli, konec mandata je, ne da se delati. Robert Golob in Luka Mesec. Se gotovo držita tega reka, ampak ljudem v jugovzhodni Sloveniji ni smešno. Rezultatov v praktično 4 letih ni. Minister Mesec ni bil niti toliko odgovoren, da bi prihajal na sejo v Državni zbor, kjer smo obravnavali zakonske predloge in pobude za reševanje vse bolj zahtevne problematike na jugovzhodu Slovenije. In svoj bran ste vehementno zapisali, da po zakonu ni potrebno hoditi na te seje. Res je, minister Luka Mesec, ni vam treba, predvsem pa vam po zakonu ni potrebno biti minister. Če ne drugače, bi vam pogum za odstop morali dati ljudje, ki ste jih razočarali. Jaz nisem ne minister za obrambo, ne minister za notranje zadeve, jaz sem minister za delo, družino in socialne zadeve. In predlagam, če hočemo imeti kakor toliko pošteno razpravo, kar seveda dvomim, imamo interpelacijo strani strank NSI in SDS, da se pač probamo držati teme. Jaz govorim z Novomeščani. Jaz se tudi nisem nikoli bal pogovarjati ne z predstavniki civilnih iniciativ, ne z župani, še manj pa z Romi. Za razliko od mojega predhodnika, ki je pobudnik interpelacije, ki enkrat samkrat v mandatu ni bil v romskem naselju. Kaj je Janez Cigler Kralj naredil, ko je skupina Romov umorila Stanislava Knafla leta 2021? Je ponudil svoj odstop, je ustanovil medresorsko skupino za koordinacijo politike, ki naj bi naslovila to vprašanje, je predlagal paket zakonov, sprejel odgovornost. Kaj je vaša vlada takrat naredila? Ne, da bi odgovorili na to vprašanje, ne morete soditi naše vlade, ki se je nemudoma, še isti dan v nedeljo in 2 dni zatem v Novem mestu odzvala na smrt Aleša Šutarja in pripravila ustrezen in adekvaten odziv. Vlada SDS in Nove Slovenije, ki je 2 leti in pol imela škarje in platno v rokah, ni na tem področju izvedla enega samega ukrepa. Tisto, kar ste predlagali 13. maja 2022, ko ste izgubili volitve, ne šteje. Drugo vprašanje je, kaj ste naredili. Jaz sem v bistvu en ukrep pa našel, ki ste ga izvedeli. In to je, da ste spremenili zakon o financiranju občin, s katerim ste odvezali občine, ki prejemajo dodaten denar zaradi tega, ker imajo romska naselja, odvezali ste jih odgovornosti od poročanja o porabi tega denarja. To ste pa izvedeli. Zato interpelacija ni zapravljen čas, je preventivni ukrep. Bolje en dan govorjenja v dvorani, kot en dan eksperimentiranja z državo. Če že nič drugega, je to edini dan, ko ministrstvo dela manj škode, ker ministra ni tam.
Žal pa ministrstvo za delo vodi minister, ki nima ene same ure dela v gospodarstvu. Njegova prva zaposlitev je bila poslanec v državnem zboru. In tako nam takšni ljudje vodijo ministrstvo za delo in krojijo našo usodo. Stranka Levica, ki so koordinira Luka Mesec, spet delo so si razdelili, da ne bi en koordinator imel preveč dela, je v vlado stopila z jasnim ideološkim ciljem. Ne z razvojem gospodarstva, ampak z njegovim postopnim spodkopavanjem. Njihova politika ne zmanjšuje revščine, razširjajo. Na koncu dobimo en sam rezultat, revščina za vse, ne le za peščico. To tudi vprašanje. So specialne enote že izpeljale razorožitev? So brezdelnežem že odvzeli socialno pomoč? Očitno, dokler boste minister vi, Luka Mesec, se to ne bo zgodilo. Pa ne mi govoriti o nestrpnosti. Nismo nestrpni do Romov, nestrpni smo do kriminala, nasilja in lažnivih, nesposobnih politikov, ki so organiziran kriminal, mamila, orožje in prostitucijo ter pedofilijo spustili v romska naselja in tudi med ljudi. Žalostno in hudo je, da se v naši državi nemoteno sprehaja Acatov morilec, človeku, ki je odrezal glavo, na kipu pa grozi večletna zaporna kazen. Da bi pridobil simpatije volivcev, je pred volitvami napovedal 30.000 stanovanj in da imajo lopate že pripravljene. Do danes niso zgradili niti enega stanovanja, so se pa v Levici fino najedli cateringa priznanega gostinca ob odprtju stanovanj v Novem mestu, ki so bili načrtovani v času prejšnje vlade. Ampak ena izjava od Luka Meseca pa zmaga. In ta je legendarna in jo je treba večkrat ponoviti. Obrnite se na policijo, če policija ne ukrepa. Ministra Meseca sprašujem, kam naj se obrnemo, če dolgotrajna oskrba ne deluje. Na dolgotrajno oskrbo mogoče. Odstopite, minister. In še drobcena šala, čisto za konec. Vidim, da ste november potegnili v december. Tako z brki, kot tudi z besednim izrazom. Ne da se delati. Ja, spoštovani minister Luka Mesec, jaz mislim, da morate poslanca Reberška nujno povabiti na večerjo. Vaše ime smo slišali vsaj 100-krat zdaj, očitno pa je poslanec Reberšek z vami zelo, zelo obremenjen. Prosim, da opomnite, kolega, da stališča niso namenjena temu, da v njih obravnavamo neka druga ministrstva, ki sploh veze nimajo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Poslušamo vse živo o stvarih, ki se sploh ne tičejo ministra Meseca, in da seveda ga opomnite za neke žalitve, mislim, ki se dotikajo njegove zunanje podobe. Kar se tiče širše razprave, vas moram tukaj vseeno opomniti, da so vsi širše šli, mnenja oziroma stališča so šla širše, tako da tukaj vam pač odgovarjam na ta način. Sicer pa ja, poslanec Reberšek je pač pokazal tisto, kar vedno pokaže, bil je žaljiv, tudi osebno žaljiv do ministra. Jaz mu opominov ne bom dajala, ker je pač kaznovan že s tem, da je takšen, kakršen je. Tako da jaz bi to zdaj kar pustila in gremo naprej. Ne vem, zakaj Robert Golob ni držal svoje politične obljube, ki je sicer rekel, 1. december je mejni datum. Če takrat zakon o dolgotrajni oskrbi ne bo izvajan, potem minister Maljevac mora iti. In zakon o dolgotrajni oskrbi ni izvajan. Ni. Zdajle smo vsi pod režimom interventnega zakona, ki bo še do decembra naslednje leto veljal in ki pomaga zaradi tega, da res ne bi ostali zdaj vsi bosi in namrzlem in suhi in tako naprej. Da bi pravzaprav zaključila to sejo, ker mi se očitno nahajamo na interpelaciji Simona Maljevca in ne Luke Meseca, kot slišim tule izvajanje enega od predlagateljev celo, ki je večino svoje razprave namenil kritiziranju ministra Maljevca, obravnavanju dolgotrajne oskrbe, potem pavšalno v bistvu že interpelira maltene premierja Goloba in še najmanj, kar je povedal, se dotika ministra, zaradi katerega danes tukaj bomo sedeli cel dan. Tako da jaz opozarjam, če mislite nadaljevati, spoštovani predlagatelj, s to prakso, jaz pač sejo zaprla, ker se nahajamo na napačni seji. Pa vložite ustrezno interpelacijo ponovno ministra Maljevca, pa se boste lahko cele dneve pogovarjal o vaši bolečini imenovani dolgotrajna oskrba, kaj ne? Kaj bi zdaj povedali? Postopkovno, da se motim ali se motim morda, da niste, odkar sem stopila v dvorano, pa skoraj do zdaj govoril o ministru Maljevcu. Zelo neumestno ste tole nastopili, vam ne zamerim, ker vas ni bilo noter. Bi vas sam seznanil postopkovno, da je minister Mesec lansiral temo in tudi pozval k debati o tem, je res? In je rekel,
verjetno bomo veliko govorili tudi še o dolgotrajni oskrbi, je imel eno intervencijo in jaz sem odgovarjal. Dajte komentarje z bolečinami, pa sem pa tja, dajmo pustiti osebne stvari zunaj. Pa midva imava zanimiv odnos ponovadi, tako da ste včasih zelo občutljivi, ne, pa kar prekinjate, včasih pa zelo ste korektno vodili seje, ampak bliže, ko grejo volitve, teže je pod vami, pod vašim predsedovanjem tle razpravljati. Bliže kot so volitve, teže je prenašati seje, ki jih zlorabljate za teme, ki niso danes predmet interpelacije. In naj mi govori, da je minister Mesec pozival, da zdaj vi tukaj imate polurni traktat o dolgotrajni oskrbi. Veliko se naslanjate v opoziciji na tem, da to ni vaša interpelacija. Za vami stojijo množice, 10 000 glava množica v Novem mestu, upokojenci, ki zahtevajo mojo razrešitev. Ne vem, sprehodite se okrog Državnega zbora, pa mi povejte, danes koga vidite, ki bi zahteval mojo razrešitev. Jaz ga ne. Vidim pa tukaj 10, več ali manj 10 aktivnih poslancev, ki ste seveda podpisani pod interpelacijo in ki pravite, da za vami stoji tako rekoč cela Slovenija. Minister nenehno govori o tem, da ni nikogar pred parlamentom, ki zahteva njegov odstop. Minister, več kot 10 000 jih je bilo v Novem mestu, samo vi jih ne poslušate, ker ignorirate ljudi, ker je vam stolček pomembnejši. Tukaj bi lahko bila zbrana cela Ljubljana, pa vi ne bi odstopil. Tako da nehajte s tem. In ne se hecati s tem, da niso ljudje. Upokojenci so se vsak mesec v mrazu zbirali tukaj pred Državnim zborom. Jaz sem šel v Novo mesto in sem kaj povedal ljudem. Slišim vas, razumem vas, na svojem področju bom ukrepal in plod tega so naši ukrepi v Šutarjevem zakonu. A je bil po tistem protestu v Novem mestu še kakšen protest? Jaz ga nisem videl. A je po tistem protestu še kdo razen vas zahteval moj odstop? Moj odstop zahteva pač tale skupina poslancev, ki je pred mano. Zato, ker hočete 3 mesece pred volitvami diskreditirati delo vlade. Interpelacija je bila vložena takrat, ko se je zgodilo tisto najhujše v Novem mestu. Sem vi ste rabo 30 dni, da na to odgovorite. Pa še tukaj ste se hvalili s stvarmi, ki jih vi niste sprejeli. Kar se tiče ljudi pa Novega mesta. Kje ste bili, minister? Na seji, notri. Ste šli pred ljudi? Ste jih slišali? Ste jih slišali? Niste jih slišali, ker če bi jih slišali, bi odstopil. Gospa Grgurevič, želite postopkovno? Postopkovno ima prednost. Takšna zavržna, patetične izpade, kot jih tukaj poslušamo, zavajanje, zloraba ljudi, ki so zaradi napačnih politik, ki so se vodile 30 let v tej državi, pa niso storili ničesar, privedle do stanja, kot so bile v Novem mestu, je zavržno. In prosim, da opozorite, naj prenehajo z popolnoma zlorabo vsega, torej, kar piše v našem poslovniku. Kdo je množice, ki so tam z baklami noreli vozil? Vse so popisani, poslušajte, vse se to ve. Novomeščani vedo, Gospa Grgurevič, zdaj že razpravljate. tudi zaradi vaše postopkovni napačne predlog, vlade. prosim. Poslušajte, to je zavržno. Prosim, da jih opozorite. Glejte, do zdaj pozorno poslušam in vse razprave do zdaj se sučejo okrog interpelacije in to, kar je zapisano, in vsebinsko ni bilo nič spornega. Tako da naslednjič, ko boste imela postopkovno, prosim, da je postopkovno, sicer dobite opomin. Upam, da ste to državljanke in državljani slišali, da poslanka v tem Državnem zboru ve, kaj je v policijskih poročilih. Zraven so stali prijatelji v tej množici, ki je se zgražala nad vašimi izpadi, ki ste jih imeli. Pa vse so ljudje poslušali, vse so zraven stali. A vam ni jasno? Gospa Grgurevič, to je Zraven so stali, razprava. to so ljudje gledali. Prosim za proceduralni Postopki, ki sklep. so jih vodili tam, kdorkoli, so bili pač med množico, a veste, Novomeščanov. Gospa Grgurevič, izrekam vam opomin, ker zlorabljate postopkovne. Več ali manj, medtem ko greste ven iz dvorane, pozabite, kaj ste v dvorani slišali. Nočete slišati stvari, ki vam jih recimo ministrstvo govori ali pa ki jih koalicijski poslanci povedo, ker smo vse, kar ste zdaj le povedali, danes že vsaj 20krat demantirali. Bolj pridete nazaj svežo energijo, ne vem, po kosilu in zopet pogrejemo pač isto juho, ki smo jo že 3krat danes vsi pokusili. Nažalost je tako, kot Orwell pravi, slogani, mislim resno, je eden od takih, so ponavadi ravno nasprotje tega, kar nam stranka, ki se pod ta slogan podpiše, poskuša skomunicirati. Interpelacija traja od 10.
Kaj je postopkovno, Bom kolegica? povedala, To je replika. ne, to ni postopkovno, to je postopkovno, pustite mi, predsedujoča, prosim, bom povedala. Od 10 traja interpelacija. Ves čas sem v dvorani, minister. Vi jo pa zapuščate na 20 minut. Vi očitate meni, da hodim not in ven. Nisem hodila not in ven. In da takrat, ko ste bili v zuni, se je marsikaj tukaj noter dogajalo. Razprava, replika, ni pa postopkovno. Ni. Predsedujoča, poglejte sami, nenehno predlagate postopkovne. Pustite mi, da povem do konca. Vse sami hodite ven in not. Kaj drugim to očitate? In prosim, da ga zato tudi opozorite. Tega vašega postopkovnega predloga pač res ne moremo upoštevati, ne, kot nekega resnega predloga. In ko se sprašuje tu patetična prva vrsta, to je prav, včasih se ne smejim, vi ste prav, ne vem, če bi tekmovala, kdo je bolj patetičen, prva, druga ali tretja, ne? To je neverjetno, da se sprašujejo, za kako si mi drznemo reči, ne, da je vaše delovanje zavržno. Zato, ker vi ste moralno sporni. Obstaja 100 razlogov, zakaj bi mogel minister Mesec že zdavnaj spokati kufre. Ker se obnaša protidelavsko, napada sindikaliste, ljudi drži v revščini, tiho podpira krepitev NATO pakta, nabave orožja in tako naprej. Ker dela direktno proti obljubam svojih volivcev, dela proti programu svoje lastne stranke in dela proti usmeritvam iz koalicijske pogodbe. Ampak očitki, da je minister Mesec oziroma ta vlada v preteklih letih postopala napak, ko pride do vprašanja romske problematike, pa preprosto ne zdržijo. Sorry, to je prva vlada, ki je vsaj kaj naredila na področju integracije romske skupnosti. Dovolj? Ne. Dovolj hitro? Tudi ne. Ampak v primerjavi s tem vse, kar se je dogajalo, oziroma bolje rečeno ni dogajalo zadnjih 30 let, pa vsaj tukaj dobi eno zeleno piko, pa en plus. Ne glede na to, da lahko rečem, da so z ministrom Mesec kar težko kategorna politična nasprotnika, mi pa tovariški vzgib ne da tega ne bi rekel, Luka, nekaj moraš narediti s temi svojimi brki. Ker drugače bi še pred koncem mandata preletela še kakšna interpelacija, tiste pa noš preživel. Tako da lepo te prosim iz globočine tovariškega srca naredi nekaj s temu. No, minister, dajmo, dokler so še brki. Zakon o dolgotrajni oskrbi, pravite, je bil neizvedljiv. Ja, glejte, minister, vsi 4 ukrepi, vse 4 upravičenja so točno taka in z istimi besedami napisana, kot so bila v zakonu iz leta 2021. Ista so. In danes ste potrdil, da ste ljudi prikrajšali, ker niste negiral tega, da bi bile položnice v domovih s 1.1.23 nižje. Bile bi, vi ste samo rekli, da ni bilo sredstev za to zagotovljenih. Seveda so bila, potem ste pa z rebalansom proračuna ta sredstva preusmerili za migrante. In osmič, kaj bi bilo bolje na Dolenjskem, kaj smo mi naredili? Ja pa, minister, vi ste odgovoren, saj ste vendar vladni koordinator za reševanje romske problematike. In vi sprašujete opozicijo, kaj je naredila v vašem. Hvala lepa, spoštovani minister, izvolite, imate besedo. Eno stvar vam moram Prostite, čas je potekal. Ja. Se ga tudi ni več slišal. Ne mene pa ni treba. Do mene pa ni treba biti pokroviteljska, spoštovana predlagateljica. Tako da kar mirno. Eno stvar vam moram priznati, gospod Černač, in to je, da ste v vaši več kot 20-letni politični karieri se eno stvar zelo dobro naučili, in to je sprevračati besede, ki ste jih zdaj sprevračali tudi na koncu. Jaz nisem spraševal opozicije, kaj ste vi naredili. Jaz sem spraševal ljudi, ki sestavljajo stranke, ki so 3-krat sestavljale vlado, kaj ste naredili. Seveda mi na to vprašanje nočete odgovoriti drugače kot z demagoškim zavajanjem in sprevračanjem besed, ker niste naredili nič. Ker nimate kaj za pokazati. Ker nimate. Ma dobro, nehajmo. No, a lahko prosim poslušamo ministra. Minister je ves čas tiho, medtem ko vi govorite. Je tiho in vas posluša. A ste lahko še vi toliko spoštljivi, no? A lahko nehate, prosim, gospod Černač, bodite tiho in poslušajte. Sistemski vir financiranja za dolgotrajno oskrbo bo proračun, spoštovani kolega Cigler Kralj, proračun, iz katerega ste vi pobrali nekaj 100 milijonov za dohodninske olajšave,
150 milijonov evrov po glavi za digitalne bone, vaša vlada, gospod minister, ko ste vi roko dvignili za tole, s katerimi so se kupovale slušalke ameriških in kitajskih proizvajalcev in podobne zgrešene poteze. In gospod Cigler Kralj, pri vseh smrtih v domovih za starejše, pri vseh teh zadevah, ki sem vam jih pravkar naštela, niti za sekundo ni pomislil, da bi odstopil. Danes pa je glavni v front liniji, neverjeten talent ste, vse prej ste pokazali, da ste tudi talent za stand-up s tistimi vložki iz Moj ata socialistični kolak. A veste, kdo je bil vaš šef v prejšnji vladi? On je bil socialistični kulak in to velik nekoč. Da ste imeli svojega socialističnega kulaka za šefa. Hvala lepa. Jaz mislim, da rabimo pauzo. Dejstvo je to, kar sem danes poslušal. Minister ne obvladuje razmer. Lahko si psti brke, da bo še bolj odrasel, ampak presmrkuje, zadev enostavno ne obvladuje. Pojma nima, niti nima namena, želje rešiti stvari, vse tako to jaz vidim in tudi do zdaj ni naredil praktično nič. To, kar zdaj vleče na plan, to se mi pa zdi najbolj podlo, ne? Kaj ste pa vi naredili? Pa dej bod frajer, dej povej, ko si ti naredil. Ne spraševati, ko si ti naredil. Povej, kaj si ti sam naredil. Ko na dan, z vsem spoštovanjem, na dan privede gospoda Knaflja, govorim z vsem spoštovanjem, bi mu rad povedal, da en umor ne upravičuje drugega umora. In umora gospoda Knaflja ni bilo mogoče predvideti. Mi smo ga pa ves ta čas opozarjali na težave z romsko problematiko v opoziciji, pa je bil za to gluh, je pa sokriv, da je nedolžen človek v Novem mestu umrl. Luka ni enostavno naredil nič. Ste pa naredili in bom še enkrat pokazal in to bom pokazal vedno, tole je vaš zmazek. To so podpisi Levice. V času naše vlade smo sprejeli v hramu demokracije zakonodajo, ki je naslavljala romsko problematiko. Tole so pa podpisi Levice in tudi Luka Mesca, ki je z rumeno pobarvan. Kaj to pomeni? Podpis je dal za to, da s poslovniškim trikom blokira izvajanje zakona, ki je naslavljal romsko problematiko. Kaviar socialisti, znajo se sti na vseh ministrstvih dati dodatke za preobremenjenost v času dopusta, to ste pa znali poskrbeti. Ustanovili ste 3 nova ministrstva, zaposlili lojalni kader, to vam gre pa odlično od rok. Narod pa tam nek v enem drugem planu za varnost ljudi pa ne znate poskrbeti. Zato je Luka Mesec kot koordinator romske problematike kriv in bi danes mogel tudi odstopiti, ne danes, že zdavni. Ne vem, kaj bi sploh rekla. Zaradi tega, ker kaj takega pa mislim, da ne doživimo velikokrat v Državnem zboru. Spoštovani kolega Reberšek, seveda vam dajem opomin za tako stvar, da ste si... Vam dajem še en opomin zdajle in naslednjič, če se oglasite, bo pa še kaj, ampak oprostite, to, da vi govorite, da je minister presmrkal, to, kar ste si pa vi zdaj privoščil, je bilo nevredno poslanca in jaz verjamem, da vam se zdi fajn, ker s temi vašimi nastopi verjetno, ne vem, se kažete pred svojimi volivci, ampak verjemite mi, da se vam bo vrnilo ko bumerang. Takšne stvari se vrnejo slej ko prej. Prvo je, da zahtevam opravičilo od poslanca, da si je drznil ministru Republike Slovenije reči, da je smrkal. Mislim pa kaj takega, kaj tako bednega, res bednega, no. Težko vidiš, kakšna vehemenca, kakšna, ne vem, kakšno šopirjanje. Poglej si to, no. Poglej si ta bebav nasmešek tega poslanca. No, druga stvar, pa prosim, predsednica, da raztolmačite. Prostite, jaz sem pustila gospoda Reberška, da je vse povedal, kar je imel, naj zdaj pove še gospa Sukič. Druga stvar, pa bi prosila za tolmačenje to, da je izjavil, da je Luka Mesec sokriv za smrt Aleša Šutarja. Ste slišali? Da je Luka Mesec sokriv. Kajti to pa mislim, da je kaznivo dejanje, takšna obtožba nekoga v javnem auditoriju. Tu pa vas prosim kot pravnico in kot predsednico Državnega zbora, da nam to zadevo raztolmačite, kajti tole mislim pa, da je zrelo za kazensko ovadbo. To je pa višek od viška. Hvala lepa. Kolegica Sukič, jaz vam dajem opomin za tisto bebavost, ki ste ga omenili.
verjamem, da tudi sprejmete to. Zdaj, glede tega, to je res. Tukaj ste šli izrazito predaleč, kolega Reberšek, stopili ste tudi na polje, kjer lahko pride tudi morda do kazenske ovadbe. Nimate s tem težav, v redu. Bom zdaj odredila 10 minut odmora, ker to je bilo izjemno grdo in mislim, da resnično tukaj pa moramo postaviti mejo in razmisliti o tem, da to dejanje dobi konkretne posledice. Jaz se državljankam in državljanom opravičujem, vse to, kar se je bilo izrečeno strani vas, kolega Reberšek, je bilo resnično neetično, nemoralno. Toliko besed izrečenih, da je v Levico priletel bumerang nazaj, ker je kolegica Sukič tam izmerjala, da sem jaz kriv za smrti v domovih, ker ste vi, kolega Poglajna, zmerjali, da je Šmrkovec in tako naprej, zdaj ste pa čist ven padli vsi skupaj ob malo bolj ostrih besedah kolega Reberška. On ni rekel, da je kriv, on je govoril o politični odgovornosti. Oprostite, kolega Cigler Kralj, oprostite, jaz nisem nikomu rekla, da je smrkal, najmanj kolegu Poglajnu danes, se pa jaz ne spomnim kaj takega. Ne, to pa ni res, to pa ste si zdajle gladko izmislil in kolega Reberšek je rekel, minister Mesec je kriv. To je rekel. Politično. Nič politično, ne bomo zdaj tole, nič ne bomo zdaj v tem, da bo on odgovarjal, če bo odgovarjal kdorkoli se bo pač tega lotil. To je grožnja poslancu, ki ga moram zaščititi, no. Pa vi ga lahko ščitite, samo vi vsi vemo, kaj je rekel in meni pa tudi ne polagati beseda v usta, da sem jaz danes neki gospodu Poglajnu govorila. Kolegica predsednica, zdaj pa postopkovno predlagam, naredite pauzo, pa vsi naredimo test na prepovedane droge, ker to je šlo pa že preveč. Kolega Cigler Kralj, vi se kar lepo usete. Če ste dovolj pogumni, naredimo to. Moj postopkovni predlog. Pa dejte, no mir, pa se smešiti tlele še vi, pa saj ste dosti dostojen poslanec, ne se zdaj še vi smešiti. No kar pejte na test, se lahko greste, izvolite. Dobro, dajmo mir, kolegica Živic, izvolite. Če kdo želi na test, če ga ima, lahko kar gre. Da so se umirili, jaz bom kolegu Reberšku, mogoče še kakšnemu drugemu, ponovila 4. člen etičnega kodeksa za poslanke in poslance Državnega zbora. In sicer poslanec ravna tako, da varuje ugled Republike Slovenije, ugled Državnega zbora in ugled poslanske funkcije. Mene je sram, da ta poslanec sedi v Državnem zboru. Prosim, da kolego Ciglerju Kralju izrečete še en pomin danes, kajti spet je lagal. Lagal je, da sem jaz rekla, da je bil on kriv. Ne, jaz bom citirala, kaj sem rekla. Rekla sem, ali ste kdaj pomislil, vsaj za sekundo, da bi odstopil, takrat, ko so množično umirali starejši v domovih za starejše, bolnice so bile takrat prazne, in ali ste takrat sprejel objektivno odgovornost, posebej sem rekla, ne govorim o subjektivni odgovornosti, ampak ali ste sprejel objektivno odgovornost. In to sem rekla decidirano in lahko najdete magnetogram. Vaš kolega je pa decidirano rekel, minister Mesec, vi ste kriv za smrt v Novem mestu. So kriv, pa so kriv. Ni pa rekel objektivno, niti politično, to, kar zdaj vi interpretirate, ampak decidirano, da je so kriv. In to je velika, velika razlika. In zato zahtevam, da mu date opomin, ker ta človek laže, danes se ostane v vsaki zadevi, v vsaki intervenciji. Dobro, v redu, 40 ali več. In glasujemo. 77 poslank in poslancev je navzočih, 29 jih je glasovalo za, proti pa 48. Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nezaupnica ni bila izglasovana. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 127. izredno sejo Državnega zbora in vsem želim lahko noč. Hvala.